Dober večer vam voščim. V teh dneh vrši po vsem svetu. Tudi Slovenija je danes sprejela številne preventivne ukrepe za zajezitev širitve koronavirusa. Zdravje je naše največje bogastvo in zagotovo je prav, da vsi skupaj poskrbimo za preventivo. O tem bomo govorili tudi v nocojšnji oddaji. Moj gost je, kot običajno, doktor medicine Nikola Krstič. Dober večer voščim. Dober večer. Predstavnik podjetja Mic Mengeš, ki ja. ste ga seveda naši gledalci že vajeni. Gospod Krstič, za začetek dajva povedati, s kakšnimi situacijami in v kakšnih okoliščinah se kaj vi srečujete te dni? Ja, lepo ste začela, v teh dneh vrši po celem svetu na en poseben način. Smo vsi skupaj kar bi rekel vznemirjeni. Dogaja se pa nekaj prav zanimivega, če recimo tako pomislimo. Najmanjše živo bitje, kar ga poznamo, napada ljudi, ki se imajo za ta glavne na tem planetu. In to najmanjše živo bitje virusa, v tem primeru koronavirusa, kar velike težave vsem skupaj povzroča. Zanimivo, da je udaril v najbolj obljudeni državi na svetu, dejansko pa ogroža ves planet, pravzaprav. Tako da to je dejansko nekaj posebnega, vsi smo vznemirjeni in treba je pa se res zbrati, pa ta prave poteze vleči. To imamo pristojne organe, pravzaprav vsi skupaj, celotna družba, celotna država, tudi pri nas, na tak način deluje in učinkuje in to mi danes doživljamo. Ampak slej ko prej se pa pogovarjamo spet o zdravju. Virus, tu govorimo o nalezljivih boleznih in spet o tem, kako je z nami pravzaprav, kako je z našim imunskim sistemom, kako je z našo odpornostjo. Pri vsem skupaj pa bi jaz malo žogo vendarle nekako na tla dal, pa tako za začetek nekako poudaril to, kakorkoli se nam pač dogaja, ampak še vedno zelo velja, dajmo zdravo živeti, dajmo torej na prehrano biti pozoren, kaj jemo, kaj dajemo vase, potem tudi na to dajmo paziti, da se tudi dovolj gibljemo, tudi če se recimo zadržujemo doma, to zdaj ne pomeni, da samo čepimo, pa da samo sedimo in tako naprej. Tudi doma se lahko imenitno pač razgibljamo in to je zelo pomembno. To je zelo pomembno. Potem, ko se le da, se dajmo malo tudi izpostaviti soncu, spet na en način se to da. Tudi recimo, če okno odpreš, pa si narediš sončno kopel in tako dalje. Pa še to, dajmo se tudi radi imeti, vsak sam sebe in tudi mi med seboj, tako da še vedno to vse skupaj velja, da plemenito živimo in istočasno zdaj pa se pa osredotočamo, kot rečeno, zaradi tega virusa, zaradi te epidemije, ki je zdaj tudi uradno tu, pa zdaj ne bomo verjetno rekli samo epidemija, ampak bomo kar to zaokrožili na cel planet in rekli pandemija. Pandemija pomeni, da je ves svet ogrožen in zato dejansko tudi gre. Tako da zdaj pa lahko stran za stranjo se začnemo pogovarjati, kaj lahko mi tu naredimo, kaj lahko postorimo sami v zvezi z našo odpornostjo, v zvezi z našim imunskim sistemom. Ker na vsak način, še enkrat ponavljamo, ta naš imunski sistem je
prav zaradi virusa še toliko bolj aktualen. Tudi sicer v življenju je to pač normalno, da se poudarja, da mislimo na to, ampak zdaj pa je naš imunski sistem pač pridobil na pozornosti. Treba se vprašati, kar naprej se sprašujemo, kako je lahko recimo to vse skupaj boljše, nam v prid in tako naprej. Tako da mi smo se že nekaj pogovarjali o tem na Arena televiziji, pa recimo imunski sistem je povezan tudi z našo življenjsko močjo, z našo energijo. Zdaj to se sliši nekako kot nekaj tako mističnega in tako naprej. Energija naj bi bila nekaj v zvezi z čarovnijo in tako naprej, pa ni več. Mi dejansko točno vemo v današnji medicini, v sodobni medicini, v tej medicini, ki čedalje bolj in bolj prevladuje, v svetu je že krepke korake naredila v tej smeri, vemo, katera je tista snov, ki je za našo energijo pa življenjsko moč najbolj pomembna. To vemo. In zdaj še enkrat bi recimo to nekako pojasnil, povedal, zakaj pri imunskem sistemu govorimo o energiji pa o življenjski moči. Ja, čisto preprosta zadeva. Človeško telo ima svoja nadstropja, možgani, srce, pljuča, trebuh, spolovila, mišice, kosti, in potem tudi znotraj tega so nekatere stvari, ki to vse skupaj povezujejo. Imunski sistem je pa tisti, ki to vse skupaj ščiti, varuje. In zdaj, ko imamo v telesu dovolj energije, seveda je to za vsa nadstropja, pa za vse, kar se v telesu dogaja, bolje. To je to. In zato je smiselno, tudi ko se pogovarjamo o imunskem sistemu, da povemo nekaj o energiji, o življenjski moči, zdaj pa, da ne bomo preveč okolišali, katera je tista snov, ki je za našo energijo najbolj pomembna, to je ta znameniti Q10. No pa dajva povedati za začetek malo več o Q10. Vi pravite, da je to pač Q10. Tako, ja, to je snov. Da ne moremo povpraševati potem, iz česa je, ne? Ja, no to je zanimivo, recimo, zdaj, če človek nečesa ne pozna, jaz to vprašanje zastopim, nekaj prvič, recimo, slišiš ali pa ne poznaš, in se sprašuješ, ja pa kaj zdaj, iz česa je to, kako je s tem, približno tako je, veste, Q10 je Q10, in je to tako, kot recimo, če rečeš, zlato je zlato. Iz česa je zlato? Ja, iz zlata, Tako da je tudi ta Q10. In ga sprejmemo tako, da je to snov, ki poskrbi v vseh naših celicah za to, da iz hrane, ki jo zaužijemo, dobimo energijo pa življenjsko moč. In ta energija poganja, kot smo prej govorili, čisto vse. In to je, se pravi, Q10 je življenjsko pomembna snov. Brez Q10 ne moramo živeti, brez Q10 ni življenja in tudi naše telo to tvori. Od spočetja, se pravi, ko se jajčice združi z semenčico, tiste prve celice tudi tvorijo svoj Q10, ga tvorijo in se vse skupaj razvija. In se razvija pospešeno. Q10 se recimo v prvih letih, v prvih 3 desetletjih življenja povečuje. In to pomeni, več Q10, več energije. In to je značilno za mlade, za otroke, leta naokrog, za ta mlade, polni energije in tako naprej. No, v življenju pa potem Q10 ne raste več, tam nekje okrog 30. leta, 32., 35., tu nekje 33, pač, se umiri, imamo eno tako ravnino, in potem začne padati.
in pada do konca. Pada, ne? To se pravi, imamo če dalje manj in manj Q10, manj in manj imamo energije in to se pozna. Ne? In danes vemo, a ne? Ko je manj Q10, ko je manj energije, je vse na nižjih nivojih. Pa če recimo zdaj, ko govorimo o imunskem sistemu, pogledamo, kako je pa z imunskim sistemom, ja, točno je povezan s tem Q10. Ne? Q10 pada in tudi naša odpornost pada. Ne? In to je znano. To je znano, da recimo v drugi polovici srednjih let, pa v tretjem življenjskem obdobju, ko je človek star, ga napadajo bolezni. Zakaj? Ja, ker mu je imunski sistem, pa tudi ta Q10, a ne, vse skupaj šlo dol. Tako da, in danes vemo, a ne, ko nečesa, lahko se recimo tako izrazimo, da povemo, da v več kot polovici življenja nam tega Q10 pravzaprav primanjkuje. Primanjkuje nam ga. Tako je. Ne? In če nečesa primanjkuje, mi to lahko potem dodajamo. No in to je velik dogodek bom rekel, zadnje pol stoletja, pa mogoče še več kot pol stoletja. To dodajanje Q10, ne, v človeško telo. Ne. Pa bi se lahko strinjali, da Q10 poznamo bolj po kakšni drugi funkciji, predvsem iz kakšnih reklamnih oglasov? Ja, zdaj seveda ne pogovarjamo se v Sloveniji, pogovarjamo se o slovenskih razmerah, pač imam to srečo, pa da poznam tudi razmere drugod, ne, in drugod ni povsem tako, kot je v Sloveniji. Ne. Mi smo imeli eno obdobje, vse recimo, če mislim našo firmo Mic Mengeš pogledam, ko smo prišli leta 1997 v decembru, oziroma lahko rečemo potem 1998, ajde, a ne, z Q10 v Slovenijo in moram reči, da smo v nekaj letih, a ne, doživeli to, da se je kar fajn prijel. In so ga, kar veliko ljudi ga je jemalo, seveda so bili zadovoljni, a veste, če ti recimo v zrelih letih ali pa recimo v tretjem življenjskem obdobju dobiš več energije, več življenjske moči, to je nekaj posebnega, ne? Potem pa tudi imunski sistem se ti okrepi, ne? Se počutiš bolje in tako naprej. No, to se je dogajalo, kot rečeno, nekaj leta, ne? In mi smo vsi upali, da bo to šlo naprej, pa žal ni šlo. Bova sprejela telefonski klic, pa potem nadaljevala. Dober večer, komu? Dobar večer. Pozdravljam. Joža Šetjurja. Povejte. Q10. Q10. Tudi to, ja, kupim. Q10. Imate Q10? Mislim, da vas dr. Krstič ne sliši, pa bomo ponovili vprašanje. Sprašuje, če lahko Q10 tudi kupi. Bova v nadaljevanju sicer tudi povedala, lahko nas poslušate preko televizije, pa vam bo dr. Krstič odgovoril. Hvala lepa. Hvala. Lahko noč. Ja, upam, da bo na zaslonu. Mi nocoj govorimo o Q10, Biokinon, Q10, proizvajalec je Pharma Nord iz Danske, dobi se pa v lekarnah in v specializiranih trgovinah, v lekarnah z eno omejitvijo, v ljubljanskih lekarnah ga nimajo, a ne, vse druge lekarne po Sloveniji ga imajo in tudi specializirane trgovine tudi poznajo Biokinona, ne. Zdaj, če mi je dovoljeno, bi mogoče povedal za Sanolabor, tam ga zagotovo imajo, a ne, in nekatere druge tudi specializirane trgovine to poznajo. To se pravi, odgovor je pritrdilen, a ne. Ta Biokinon se v Sloveniji dobi in se dobi že od leta 1998 naprej ga imamo, a ne.
in se je tudi na en svoj način tudi izkazal. Ne. Pa ga dejva, če ga že imate ravno v rokah, malo bolj podrobno predstaviti. Za kakšno prehransko dopolnilo pravzaprav gre? Ja, to gre za prehransko dopolnilo, ki, kot rečeno, nam pripomore k temu, da v telesu nastane več energije, več življenjske moči. Ko se to zgodi, potem vsi organi v človeškem telesu delujejo bolje. Srce dobi več energije, pa potem kri požene bolj po telesu. Potem recimo pljuča delujejo bolje, dobimo v kri več kisika. Potem tudi prebavila delujejo bolje, prebavila vsrkajo več hrane. Potem jetra delujejo bolje, jetra bolj prečistijo kri, ledvica tudi prečistijo bolje in tako naprej. Skratka, na vseh koncih imate plus, plus, plus. Se pravi, kri je bolj oksigenirana, kri ima več hraniva in se bolj poganja po telesu, kar je spet pridobitev pri vsem skupaj. Bova nadaljevala in sprejela še en telefonski klic. Dober večer, komu? Dober večer, Manjca pri telefonu. Pozdravljeni, povejte. Kličem iz Slovenskih Konjic. Mene pa zanima ena stvar, ki vas gledam. Ja. Pa se zadnje čase precej ukvarjam s tem svojim zdravjem. Imam malce 40 let. Ja. V bistvu se zavedam, da mi primanjkuje koenzima Q10. Pa me zanima, problem je, kar sem iskala tudi po internetu in to se mi zdi, da je malo zoprna zadeva, če mora človek vzeti 2 ali pa 3 kapsule recimo na dan. Pa me zanima vaš proizvod, koliko je treba tega vzeti na dan, pa ali to se jemlje, se naredi ena kura, ali se to jemlje potem skozi, recimo, ne vem. Jaz vem, da ženske v mojih letih potrebujemo ta dodatek. Ja. Če mi lahko malo to, ker se pripravljam na en tak nakup tega takega proizvoda, pa bi rada vedela, kako imate pa pri vas priporočila. Hvala lepa za vaše vprašanje. Hvala. Lep večer. To je bilo pa kar izdatno vprašanje, in mislim, da bova lahko na veliko stvari odgovorila. Ja, hvala za vprašanje. Na vsak način je smiselno to, ko se odločamo, da se odločamo za kvaliteto. Tako da za Biokinon vam lahko povem, da je že vrsto let torej v svojem razredu, se pravi v razredu Q10 v mednarodnem merilu vodilni. Tudi recimo ena taka zelo pomembna potrditev je bila zdaj nazadnje na svetovni konferenci v New Yorku, kjer so naredili študijo, primerjalno študijo 5-6 največjih brendov Q10 na svetu. No in med njimi je torej Biokinon, prav Biokinon od Pharma Nord izstopal po kakovosti. No, tako da mi vam predlagamo, da se poslušate tega Biokinona, ki ste ga videli prej na zaslonu. Jemanje je pa prilagojeno točno temu, kar ste govorila, kar ste pripovedovala, ker ima tako izstopajočo kakovost, je dovolj ena kapsula na dan. Tako da temu je prilagojen tudi sam artikel, in zdaj pač svetujemo to, da se jemlje med zajtrkom ali takoj po njem. In je potem praviloma to dovolj za 24 ur. Tako da to, da v drugi polovici srednjih let, pa potem kasneje v tretjem življenjskem obdobju, sem ravno kar prej govoril, da nam takrat Q10 naš lasten pada, da ga imamo
pravzaprav premalo in da potem to tudi čutimo, a ne, da smo bolj utrujeni, tudi spi se slabše, a ne, tudi imunski sistem popusti, pa je potem zdravstvenih težav več in tako naprej. Če se kakšna zdravila jemljajo, ne, to je tudi recimo zanimivo, gospa, ne, če se kakšno zdravilo jemlja, ne, in če je malo Q10, pa če je malo življenjske moči, tudi to zdravilo slabše prijemlja. In obratno, ko mi ustvarimo več energije v človeškem telesu, pa če imamo kakšno pač bolezen, to je, bom rekel, normalno, ne, nekaj nič posebnega ni, ne, če nekdo ima recimo kakšno bolezen v 3. življenjskem obdobju, ne, visok pritisk, holesterol, karkoli že, ne, tudi v tem primeru, ko se jemljajo ta zdravila redno in trajno, ta zdravila bolje prijemljajo, ne, in to se potem seveda tudi čuti, a ne, ker če ti bolezen bolj obvladuješ, a ne, si na boljšem. No in kot rečeno, a ne, biokinon pri tem lahko res prepričljivo pomaga. Pa ne samo to, jaz bi to potegnil zdaj kar na celotno medicino, ne. Pri vsaki bolezni, pri vsakem zdravilu, če si dodajamo biokinon, bomo bolj uspešni. Več o tem bova povedala čez nekaj trenutkov. Ostanite z nama. Dobrodošli nazaj. Doktor Krstič, v prvem delu oddaje sva govorila o biokinonu, ki ima zelo raznovrstne pozitivne učinke na naše zdravje, predvsem na svoj način krepi naš imunski sistem, kar želiva danes poudariti, ne? Ja. Ima pa še nekaj drugih lastnosti in sicer zelo pomembno in pozitivno vpliva recimo na zaprtost, ste omenili? Tako. Pa še nekaj pozitivnih učinkov ima, ki bi morda bolj zanimali žensko populacijo in naše ženske gledalke? Ja, zaprtost je, oziroma po domače marsikdaj recimo tudi povemo leno črevo, to je znan problem. To je znan problem spet v kasnejših letih, pa mogoče malo bolj pri nežnem spolu, a ne, to je tudi zadeva, ki je dokaj razširjena. No, tukaj mi imamo zdaj že več kot 10 let in pol izkušnje z biokinonom. Zelo dobrodošle izkušnje. Torej, črevo, ne, ko pač se recimo peristaltika dogaja, to je to gibanje, ko se črevo stiska, a ne, in poriva to pač vsebino blato naprej, a ne, in s časoma, a ne, ko je Q10 manj v telesu, ko je energije življenjske moči manj, tudi to stiskanje, to delovanje črevesa ni tako intenzivno, ni toliko učinkovito, a ne, peša, tudi črevo počas peša, pojenjuje s svojim delovanjem, a ne. No, in ko pa mi dodamo biokinon, ko pride več energije, vse mišice v telesu se okrepijo, in tudi črevesne mišice se okrepijo in bolj stiskajo, a ne, in na tak način odpravljamo zaprtost, ne. Recimo, mislim, kakšna je taka praktična izkušnja. Ko se recimo gospe loti leno črevo, pa ko ta vsebina zastaja, ne, to je pravzaprav taka neprijetna zadeva, ker v blatu so strupi, ki morajo ven, ne. Zdaj se pa v telesu zadržujejo in to vpliva prvič na recimo počutje v trebuhu, je tako bolj topo, neprijetno, pa tudi na počutje, a ne. Celoten organizem je na svoj način prizadet, človek je bolj živčen, tudi spi se slabše in tako naprej, skratka neprijetna situacija. No in zdaj pa, ko pa pride biokinon, pa okrepi črevo, potem se recimo zgodijo take pri nekaterih primerih tudi, bom rekel, dramatične stvari. Kar naenkrat, a ne, se gre na blato po 3-4 na dan, v prvih 2-3 dneh.
In marsikdo se tega ustraši, kaj se zdaj z mano dogaja, joj, kaj je zdaj to, ampak to je plus, ker telo se čisti. Po 2-3 dneh se to izpraznjevanje debelega črevesa umiri in potem pridemo na normalno, a ne. Črevo je še vedno močno, a ne, še vedno fajn utriple, a ne, ampak se prazni sproti. Se pravi spet enkrat na dan ali pa enkrat na 2 dni, manjše količine in potem takoj pride seveda boljše počutje, a ne, dobra volja in tako naprej, a ne. In to pa, mislim, pomislite, a ne, biokinon, ki sploh pravzaprav ni nobeno odvajalo, ampak ima pa imeniten učinek, a ne, pri zaprtosti. Ob tem pa, da ima tudi še recimo druge, vse tiste, ki smo povedali, ne, pozitivne stvari. Dober večer, komu? Dober večer, Darko pri aparatu. Pozdravljeni, povejte. Ja, tole me zanima. Imam probleme z visokim krvnim tlakom. V družini imamo pa tudi malo, bom rekel, z srcem. Pa me zanima, če je tole, če bi tudi za holesterol pa to pomaga zniževati. No. Hvala lepa, lep večer. Aha. Če sem prav razumel, gre za srce, visok pritisk. Tako. Tu je biokinon spet zelo dobrodošel in se ga zelo priporoča. Pravzaprav je srce, a veste, organ, ki je največji porabnik energije na enoto mase. Vse sem razumljiv, a ne? To se pravi, srce je organ, ki rabi zelo veliko energije, ker srce kar naprej dela. A ne? Mi recimo spimo, srce dela. Mi se recimo nekje udejstvujemo, ne vem, nekaj beremo, spet srce dela, mi počivamo, srce dela. Ko se mi razburimo, srce še bolj dela in tako naprej. No, skratka, zato je srce velik porabnik energije in ko energije zaradi pomanjkanja Q10 v telesu primanjkuje, zaradi tega srce je pravzaprav najbolj prizadeto. Ampak, ko pa mi jemljemo biokinon, je pa tudi tisto prvo, ki je najbolj hvaležno za novo energijo. Ne? Tako da, ko so kakršnekoli težave s srcem, ko smo na področju kardiologije, je biokinon zelo, zelo dobrodošel. Ga zelo priporočamo. Ne? No in tudi moram reči, da tudi pri visokem pritisku je Q10 dobrodošel, obstajajo študije, ki jih poznamo že 10, mogoče 15 let, ki so pozitivne. In zdaj recimo tukaj, kako si to razlagamo. Razlagamo si tako, a veste, da torej vsa tkiva, ki dobijo več energije, ne, se na en določen način, pa nič ne pretiravam, veste, se na en določen način vitalizirajo, po domače bi rekel, se pomladijo. Ne, in žile, ne, postanejo bolj prožne. Niso več toliko toge, ampak postanejo bolj prožne. Tudi mišice v žilah, ne, so močnejše, bolj delajo. To je pa vse tisto, kar zmanjšuje krvni tlak. Ne. Tako da tudi pri zdravljenju visokega pritiska je biokinon zelo dobrodošel. Pa še eno stvar sem si zapisala, če dovolite. Zelo dobrodošel je tudi pri krepitvi mišice zapiralke mehurja. Ja, tako. Ne, jaz sem prav bil navdušen, ko sem to pa bom rekel, kar pred debelimi 2 desetletji to spoznal pri eni gospe, veste, ne? Torej, takrat smo mi šele začenjali z našim biokinonom v Sloveniji. To se je zgodilo 1999, tam nekje pred letom 2000, ne? In tako čisto na en spontan način v eni taki majhni družbi sem jaz to zvedel, ne, kaj je biokinon naredil. Ne, pomislite, torej, mislim, kaj se dogaja. Prej smo rekli, ne, ko je več energije, se vse mišice okrepijo.
srce smo rekli, srce je tudi mišica, ne? To je mišica, a ne? Vse ostale mišice se tudi okrepijo. Znano je to, da športniki imajo zelo radi biokinon, zelo radi ga imajo, ker jim krepi mišičje. In tudi vse ostale mišice, ki jih imamo po telesu, pravimo jim gladke mišice, a ne? Tiste, ki so malo manj pod nadzorom volje, ampak ravno tako, a ne, morajo delati. Recimo, prej sem govoril o mišici v črevesu, to ni pod vplivom naše volje, mi je ne moramo aktivirati, ona samostojno dela, ampak se tudi z biokinonom okrepi. In zdaj je pa vaše vprašanje, tudi mišica zapiralka mehurja, ne, se okrepi. In ker se okrepi, enostavno bolj stisne in tesni. In ker tesni, potem mehur ne pušča več. Čudovita zadeva, vam rečem. Ne puščajva še naših gledalcev na telefonskih linijah. Dober večer, komu? Halo, dober večer. Dober večer, Kdo je z nami? Olga tukaj. Povejte. Jaz bi oba dva lepo pozdravila. Takih oddaj veliko rabimo, ker smo res ljudje veliko bolani pa to in takih oddaj veliko rabimo in se vam lepo zahvaljujem, da ste tako prijazni, da ste dali to oddajo. Mene pa zanima, veste, jaz sem zdaj zbolana, imam obojestransko pljučno embolijo, globoko vensko trombozo, KOPB, popuščanje srca, ravno na 12-terniku, pa imam notranje zunanje polipe, polipe imam, pa imam hemoroide notranje, pa zunanje, pa to, vse bolezni, ko jih ni. 8 operacij sem že skozi dala, sem imela težko prometno, lansko let, ko sem hodila po vseh 4 postopnicah, sem ti še pa stegnenico pa koliko zlomila. To je ta 9. operacija, zdaj sem pa zelo boga, zdaj pa komi preživim. Težko diham pa vse, tako da me zanima, kaj bi mi tudi gospod doktor priporočil, ali je to za mene, da bi bilo tudi nekaj pomagati biokinon, ker jaz sem že 100 stvari probala, pa ni nič izboljšave. In se vam najlepše zahvaljujem, pa vas prosim za pomoč, če mi karkoli pomagate. Hvala lepa, lep večer vam želimo. Hvala lepa vam isto, lep večer vam želim naprej, ja. Hvala, adijo. Ja, hvala lepa, gospe, za spodbudne besede. Po tem, kar ste povedala, ko ste cel niz bolezni naštela, ki jih prestajate, zaradi katerih trpite, a veste, v telesu je tako, vsaka bolezen je porabnik energije pa življenjske moči. In zdaj, ko pride ena bolezen, vzame svoj del življenjske moči, pride druga, svoje vzame, pride tretja in potem na koncu ostane človeku malo zase, zato da pač da živi, a ne? In v tem primeru si je treba pomagati. In v tem primeru, ko je najtežje, a ne, se izkaže, da je biokinon nekako najbolj do izraza pride. Ne? In vam res priporočam, poslušajte se tega biokinona, redno ga jemljte, pa še mogoče, da bi bil smiselno eno tako sodelovanje. Takšne izkušnje imamo, ne, v primerih, kot je pri gospe, ne, da je potrebno to jemanje tudi prilagoditi, ne, in zdaj mi predlagamo tudi po telefonu, se to lahko naredi, ne, pokličite enkrat dopoldan na našo telefonsko številko, če slučajno mene ne bo ali pa sodelavca, vas bomo poklicali nazaj in se bomo lepo dogovorili, kako in kaj, a ne, v zvezi z jemanjem biokinona. Ne? Ker recimo to, kar zdaj govorimo, to je nekako nasplošno za vse ljudi v 3. življenjskem obdobju, ko pa gre za poseben primer in gospa očitno je poseben primer spričo teh bolezni, ki jih ima, ne? Tu se treba mečken več pogovoriti, ne? In to je manje prilagoditi. Tako da vam zelo priporočam jemanje biokinona. Pa še ena pomembna informacija je, in sicer, da biokinon zelo učinkovito ali pa najbolje deluje v povezavi še z enim prehranskim dopolnilom, ki ga boste predstavili zdaj. Pa bova pokazala tudi našim gledalcem škatlico. Tako. To pa je bioselen in cink. Bioselen in cink. Še malo moram držati, ne? Lahko, hkrati pa lahko že poveva par torej, prej smo recimo govorili o tem, kako biokinon oziroma Q10 njegov podpira imunski sistem
preko svoje energije. Zdaj, imunski sistem pa ni samo energija, ampak to so tudi ene oblike, ene strukture v človeškem telesu. No, tako da selen je pa gradnik, pravimo, je gradnik imunskega sistema, a ne, a veste. No, in sicer zelo pomemben gradnik imunskega sistema. Zelo pomemben, tako da recimo v eni oddaji smo se pogovarjali, ne, kako je selen pomemben naprimer pri vseh boleznih, a ne, je pomemben, ampak smo se nekako osredotočili na rak, ne, in smo recimo prikazali, kolikšen je pomen tega selena, ne, ker tega selena imamo v svoji hrani, ki jo uživamo, premalo. Resnično premalo. 3-krat premalo, kolikor bi ga rabili. Pač prej smo še pozabili povedati, ne, da Q10, zdaj mečkaj mešam, ampak samo, da recimo še nekaj končamo, ne, pač Q10 je tudi premalo prisoten v naši prehrani. Premalo prisoten. Ne. Tako da, če bi mi pač hoteli samo preko prehrane dobiti Q10, bi morali pojesti 4-krat, 5-krat toliko hrane, kar je pa nemogoče. No, tam recimo je 4-krat, 5-krat ga je premalo v hrani in ga je treba dodajati, ne. Tu pri selenu pa ga je 3-krat premalo, kot bi ga rabili. Ne. To se pravi, tudi tukaj, ne, je treba skrbeti za to, ne, da si to dodajamo. Pa se že samo ime pove, ne, da gre za prehranska dopolnila in mi hrano, ki jo uživamo, na tak način dopolnjujemo, oplemenitimo. Bistveno je pa to, da imamo veliko od tega. Recimo, če zdaj v tem času, ki nam je ostal, za selen še enkrat ponovim, ker mislim, da smo v zadnji oddaji se o tem pogovarjali, ne, koliko je selen pomemben in koliko recimo pomanjkanje selena se pozna pri raku. Če imamo recimo dovolj selena, ne, je potem raka, ne, v primerjavi, ko je selena premalo, a ne, je raka, ko je dovolj selena, za 37% manj. A si predstavljate, mislim, kakšne številke so to, ker to so odstotki, ampak za temi odstotki to pomeni, da od 10 4 nimajo raka. Ne, a veste, to so neverjetne številke. In zdaj recimo, če pogledamo po posameznih vrstah raka, so mislim, res presenetljive številke. Recimo pri pljučnem raku, ki je znan rak, ki je razširjen rak, tukaj recimo ta številka je še večja. Ko imamo dovolj selena, ko si pomagamo z selenom, a ne, 46% raka je manj. 46%. Smo že pri polovici pravzaprav, a ne. To so neverjetne številke. Na dosegu roke imamo bioselen plus cink, redno jemanje in dosegamo to. Poleg tega si pa okrepimo imunski sistem in smo itak boljši proti vsem boleznim. Tudi gospa prej, ne, ki je recimo spraševala za biokinon, pa ki je imela več teh bolezni. Tudi pri njej bi svetoval, ne, se to sem mislil, ne, če bo poklicala, ji bomo to svetovali. Naj se posluži bioselen plus cinka, se pravi biokinon za energijo, za življenjsko moč, pa še bioselen plus cink in boš dobil bistveno boljše stanje, bistveno boljši imunski sistem, bistveno boljšo odpornost, zoper vse bolezni in tudi proti raku in tudi proti tistim boleznim, ki jih je gospa prej naštela v svojem vprašanju. Potem recimo, če končam pri raku, ne, da recimo te številke res ostanejo v spominu, pa da učinkujejo, koliko je selen pomemben za našo odpornost. Ne. Rak debelega črevesa in danke je tudi znan rak. Tukaj pa gre že čez polovico. Za 58% je manj raka, če imamo dovolj selena
v krvi. Ne. In zdaj, ker ga dobimo premalo, ker ga dobimo 3-krat premalo, ne, to seveda pomeni, da je tudi zaradi tega več zdravstvenih težav, več bolezni, ne, in če bi se posluževali selena, bi bilo tega manj. Jaz ne govorim, da bojo bolezni izginile, ne bojo izginile, samo jih bo pa bistveno manj. Ne. In potem recimo še en rak, ne, to pa zdaj moram, ker se malo tudi za vizavi nežnega spola postaviti na moško stran, pa povedati, kako je pri raku prostate, ne. Tam pa je ta številka, veste, da je največja. Za 63% pade pojavnost raka, ne, ko je dovolj selena. In to je spet zadeva, ne, ki jaz mislim čistko kot pač državljan razmišljam, ja, tukaj imamo, ne, za posluževati se ga je treba, ne. Pa še ena stvar, ne, ki je pa tudi ves čas zelo pomembna v življenju, ne. Saj veste tisto, ne, da samo najboljše je dovolj dobro, ne. In ko imaš možnost izbire, ne, fajn pretehtaj, prepričaj se, če je to res. Recimo, mi smo pač povedali, ne, da je biokinon Q10 najboljši v globalnem merilu. Je. Se lahko prepričate, mislim, se lahko prepričamo, pogledamo to študijo, mi smo jo že objavili v Sloveniji na nekaj mestih, ne, tudi tukaj jo lahko pač pokažemo ali pa nekomu pošljemo in tako naprej. In tudi za bioselen plus cink velja, ne, da je v svojem razredu v ospredju, da je pač visoko kakovosten in da ker je visoko kakovosten, se potem tudi najbolj približuje oziroma omogoča te procente, o katerih sem prej govoril. In zdaj recimo za rak bi samo še eno številko povedal in tukaj bo dovolj, ampak nam gledalci oprostijo, če govorimo o raku. Ne. Pač nekako bojo te številke najbolj vplivale, se mi zdi. Ne. Torej, ko se rak pojavi, ko nekdo ima raka in zdaj, če poskrbi za to, da ima dovolj selena, z jemanjem selena, ne, študije so spet pokazale, ne, da smrtnost pade za 50%. Ne. To dajva v razmislek. Ja. Vrneva se po kratkem predahu. Dobrodošli nazaj v studiu. V zadnjem delu oddaje smo zato, če imate kakšno vprašanje za dr. Krstiča, je mogoče zdaj pravi čas, da se opogumite in pokličete na izpisano telefonsko številko, pa vam bomo skušali po najboljših močeh odgovoriti. Dr. Krstič, v zadnjem delu oddaje morda še izpostaviva dejstvo, da sta obe prehranski dopolnili pravzaprav najučinkovitejši, če ju jemljemo skupaj. Na kakšen način? Ja, za biokinon, ko sproži v telesu več energije, več življenjske moči, je značilno to, da ta energija, ta nova energija omogoča boljše delovanje vsega v človeškem telesu, tudi vseh zdravil, ki se jemljejo, in tudi, če jemljemo selen, tudi selen, ko je več energije, postane močnejši gradnik imunskega sistema, se pravi, deluje bolje. Ne? Tako da to, da biokinon podpira bioselen plus cink, to je znano, je pa znano tudi to, da mu bioselen plus cink tudi to vrača. Ena od funkcij selena v organizmu je med drugim tudi to, da podpira Q10,
pri torej sproščanju energije v človeškem telesu. To je vse dokazano, to je vse znano, tako da ta dva pravzaprav en drugega podpirata. Ta dvojček z roko v roki, a ne, podpirata naš imunski sistem, vsak po svoje in tudi obadva skupaj en drugega podpirata. Se pravi, da imamo eno tako rečemo stujko sinergijo, ampak eno sodelovanje, a ne, ki nam je v prid. In če se recimo nocoj pogovarjamo v razmerah epidemije, pandemije in ko si želimo okrepiti imunski sistem pa odpornost, je ta kombinacija res zelo primerna pa dobrodošla. Kako jo jemljemo? Jemljemo ju torej po eno kapsulo biokinona na dan, eno tableto bioselena plus cinka na dan. Za biokinon smo rekli, da je najbolje med zajtrkom ali takoj po njem. Za bioselen plus cink pa svetujemo, da si izberemo enega od obrokov in med obrokom to zaužijemo. Recimo, če je to pri kosilu, sred kosila pač nehamo, zaužijemo tableto bioselen plus cinka in to je potem tisto, kar je dovolj. Jemlje se pa, ker smo rekli prej, ne, da je in enega in drugega v telesu premalo, da je recimo pri nekako tako pri takem primernem zdravstvenem stanju, recimo pri starejšem, da je biokinona v hrani petkrat premalo, a ne? Za bioselen plus cink, za selen predvsem pa velja, da ga je trikrat premalo, a ne? Ker so, mislim, veliki primanjkljaji, a ne? In ker je temu tako, mi hrano pač imamo, kakršno imamo, Bog pomagaj, a ne? Je treba to imati redno in trajno. Ne? Redno in trajno svetujemo, da se oboje jemlje, kar je logično, ker ti rabiš imunski sistem, rabiš kar naprej, ne? Kar naprej ga rabiš, ne? Do konca življenja in zato se potem tudi redno in trajno to svetuje. Komu priporočate to jemanje? Ja, zdaj, ko pogledamo recimo starostne skupine, ko pogledamo vse ljudi, ne, kje se zdravstveno stanje poslabšuje, kje je bolezni največ, to je druga polovica srednjih let, pa tretje življenjsko obdobje, sicer pa velja za vse starostne skupine, ker tudi recimo naši najmlajši, a ne, pa tudi naši nerojeni najmlajši, a ne, dobijo premalo selena. Tako da je ves čas pravzaprav smiselno, a ne, da poskrbimo. Edino recimo zdaj, ko smo pri Q10, a ne, se da upoštevati to, da, mislim, kot sem rekel prej na začetku, ne, v prvih 30 letih, a ne, telo samo proizvaja veliko Q10, ne, ampak mislim, kasneje pa ga je premalo, ne. To je recimo ta izjema. No, če recimo se ponovimo, ne, priporoča se v drugi polovici srednjih let pa v tretjem življenjskem obdobju, v glavnem, ne. Še bova dala nekomu priložnost, dober večer komu. Dober večer, se upravičujem ponovno vas, dober večer, lepo vas pozdravljam ponovno, spet sem jaz, Olga. A veste, ker sem videla, da ni gužve, pa vsaka bom še enkrat poklicala, ker sem doktor Krstiča pozabila vprašati, jaz jemljem tudi karelto proti starjevanju krvi. Ja. Zdaj po tej operaciji, ko sem jo imela za koliko pa za stegnenico, pa ne vem, a bi mi to pa koristilo te dvojne, ko ste vi povedali? Ja, koristilo, se ne tepe. Kot rečeno prej, biokinon to itak podpira, ne, za svojo energijo, a ne. Bioselen plus cink pa je dobrodošel, ker vam krepi imunski sistem. In katerokoli bolezen imate, katerokoli zdravstveno težavo imate, ko okrepite imunski sistem, ste na boljšem in tudi vaše zdravilo bolje prijemlje. Ne? Tako da gre skupaj, ja. Super. Karelta je to, ne to, ko jemljem proti starjevanju. Ja, okej, ja. Super, enkratni ste, hvala vam 100-krat. Pokličem pa za naročila na 041 769 544, ne? Tako je. Bravo. Hvala lepa vam, lep večer vam želim, pa lahko noč, pa še veliko zdravja, pa veliko sreče. Ja, tudi vam. Hvala lepa, lahko noč. Doktor Krstič, morda tik pred
koncem oddaje narediva en tak povzetek, nekaj stvari sva sicer že povedala, pa vendarle. Zakaj gre pri obeh prehranskih dopolnilih in zakaj je tako zelo pomembno, da jo jemljemo? Ja, v današnjem večeru smo se pogovarjali s pričo razmer, v kateri smo, s pričo epidemije in pandemije, smo se pogovarjali o imunskem sistemu, o naši odpornosti, kot zelo pomembnem braniku v prizadevanjih, da čim prej te težave premagamo, mislim na virus, na epidemijo in tako naprej. No in tukaj izkušnje tudi naše, pa zlasti v širšem mednarodnem merilu kažejo, da sta tako Q10 kot selen pri tem zelo pomembna, zelo dobrodošla. Ta par en drugmu pomaga in tudi seveda zlasti nam. In zdaj, ko recimo nekdo izbira, kaj bi jemal, mi predlagamo z naše strani biokinon za Q10, to zaradi tega, ker je tudi spet v širšem mednarodnem merilu se pokazal kot vodilni, mednarodno potrjeno na svetovnih konferencah, recimo, če rečem po fuzbalsko zmago je na svetovnem prvenstvu, no in enako kvaliteten je tudi v svojem razredu tudi ta bioselen plus cink in to dvoje, ne bomo pretiravali, če rečemo, da si bomo res skoraj da v polno pomagali, kar lahko kot sami, pač postorimo v smislu krepitve našega imunskega sistema, naše odpornosti. Ni odveč verjetno, da poudariva, da ga priporočajo oziroma njegovo uporabo priporočajo vse elitne medicinske fakultete, ne? Ja, vidite, to sem pravzaprav videl pred 2 leti na svetovni konferenci. Me je presenetilo, ker prvič se je recimo zgodilo, mi imamo recimo za biokinon eno posebno mednarodno združenje, veste. Tu so strokovnjaki, specialisti iz celega sveta in se dobivajo na 2-3 leta in prinaša vsak svoje študije, vsak svoje izkušnje in tako naprej. Prvič se je pa zgodilo, da se je ena medicinska fakulteta z svojimi najboljšimi kadri oglasila in predlagala, da bi ona to soorganizirala z svojimi pač najboljšimi kadri, ki jih ima. In to je medicinska fakulteta na Columbia University v New Yorku, kar je zelo pomenljivo, veste, in to se je tudi zgodilo. To se pravi, da oni karkoli počnejo, karkoli zdravijo, kjerokoli bolezen, ali je to, ne vem, kardiologija, ali je to diabetes, ali je to recimo, ne vem, kirurgija in tako naprej. Kjerkoli ste, v katerikoli disciplini ste, se poslužijo biokinona, dobijo pri človeku več energije in to, kar počnejo, zdravilo, ki mu dajo, postane bolj učinkovito. Čudovita zadeva, to je pa zdaj še en dokaz in hvala lepa za to, ker ste to pač potegnila, to je najboljši dokaz, da mi govorimo nekaj, kar je res preverjeno, kar se v vrhovih svetovne medicine res v polno dogaja in po moje, da je prav, da se tudi mi pri nas temu čedalje bolj in bolj pridružujemo. Hvala lepa. Me je veselilo tudi tokrat. Tudi vam hvala. In hvala lepa tudi vam, če ste vztrajali z nami. Živite polno življenje in poskrbite za preventivo svojega zdravja. Lahko noč.